Tudi v Celju na prvo adventno nedeljo prižgali praznično razsvetljavo. Nadvoz na Grobeljnem tudi uradno odprt. Na Višji strokovni šoli Celje podelili diplome 71 diplomantom. Rokometaši Celje Pivovarne Laško odščipnili točko Kilu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V Celju so včeraj pozno popoldne prižgali praznične lučke. Letos jih je Mestna občina Celje prvič tudi na Gubčevi in Lilekovi ulici namestila nekaj več kot 100 000. Začetek prazničnega dogajanja je v Celje privabilo veliko ljudi. Tako je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot na Glavnem trgu ob pomoči obiskovalcev, ki so popolnoma napolnili celjsko mestno jedro, z vklopom stikala prižgal letošnjo praznično svetlobno okrasitev. Celjsko mestno jedro je tako zažarelo vsi v 106 000 lučk v svetlobnih zavesah, na drevesih in v drugih okrasitvenih elementih. Tako bodo vsak večer do 7. januarja prava paša za oči obiskovalcev. Jaz verjamem, da se bo za vsakega kaj našlo, tako za tiste najmlajše, mlade in pa tudi starejše. Upam, da bo tako veliko ljudi, kot je danes, ko je praktično nemogoče hoditi po mestu. Tudi iz preteklih let imamo dobre izkušnje in jaz si predvsem želim, da bi si ljudje v teh prazničnih dneh res vzeli čas zase, za svoje najdražje, pa ne nazadnje tudi za svoje prijatelje in da bi se v pravljičnem Celju v mesecu decembru srečevali, se kaj pogovorili, naredili mogoče kakšen skupni načrt za naslednje leto, predvsem pa lepo preživeli ta praznični čas. In ker je bila minula nedelja tudi prva adventna, je v prižigu lučk zagorela tudi prva svečka na adventnem venčku, ki so ga letos, že drugo leto zapovrstjo, izdelali na Srednji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Prav tako je vsaj delno, kljub nekaterim tehničnim težavam, zaživelo mini zabavišče na trgu pred mestnim kinom Metropol. Mesto pa polno, kot se za takšno priložnost spodobi. Mi je zelo všeč, veliko ljudi, praznično vzdušje na vrhuncu, res so se potrudili letos, da je vsem lepo. Letošnja okrasitev se mi zdi kar precej podobna kot lanska leta. Najbolj mi pa vedno všeč te smrekice, ko vedno ko mali otrok čakam na njih. Meni je super, jaz sem v bistvu tlele na prižigu lučk prvič letos, tako da mi je vzdušje enkratno, tako da kaj naj rečem, uživam. Smo že naredili en krog in se nam zdi, da je dovolj vsega. Smo že kar malo obsedeli zdaj. In ker prižig lučk naznanja začetek pravljičnega Celja, je vrata odprl še praznični božično-novoletni sejem. Hiške so postavljene na Glavnem trgu, na delu Stanetove ulice in na Gubčevi ulici. Ponudba pa kar raznolika. Tako najdemo klasične zimske proizvode od nogavic do kap, sadje in sladke dobrote, nekaj idej za različna darila, od medu do nakita, pa tudi nekaj čisto posebnih izdelkov. Odločil sem se, da to, kar nujno danes ljudje potrebujejo, to je neka zaščita pred sevanjem elektronskim od vseh naprav, od telefona, računalnika, ruterja, vseh električnih naprav, ki delajo v prostorih, iz negativnih ionov delajo pozitivne, da imam eno rešitev tukaj za ljudi, ki bi radi spremenili svoj prostor, energijo v svojem prostoru. Ponujamo otroške stvari, delam jih že eno leto. Je pa odlična priložnost, da pokažemo ostalim vaščanom, kaj se ponuja, kaj znamo ustvarjati in da so tudi unikatne zadeve vredne kupiti, ne samo iz trgovin. Seveda v ponudbi prazničnega Celja ne manjka niti kuhano vino. Slednjega pa poleg ostale nekoliko praznično obarvane ponudbe ponujajo še mestni lokali, ki so jim v teh dneh nadeli praznično podobo. V Grobeljnem so danes uradno predali namenu 216 metrov dolg nadvoz ter obnovljeno in prestavljeno glavno cesto v dolžini 1540 metrov. Na ta način je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo omogočila ukinitev 3 nivojskih križanj cest in železnice. Del denarja je država pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dolga desetletja je bilo križanje državne ceste z glavno in regionalno železniško progo na Grobeljnem ozko grlo za cestni promet. Z novo pridobitvijo se ukinjajo 3 nivojska križanja ceste in železnice na meji med občinama Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
Da je v Sloveniji evidentiranih bilo nekaj let nazaj več kot 800 cestno-železniških križanj, od katerih je več kot 60% bilo zavarovanih samo za Andrejevim križem. Še pred nekaj leti je to bil res pereč problem, vendar smo v zadnjih letih ukinili več kot 100 nivojskih križanj in zgradili preko 30 izvennivojskih prehodov. Projekt Grobelno je tudi v državnem merilu eden večjih v zadnjem času. Je pravzaprav Grobelno tako finančno kot po obsegu kar drugi največji projekt. Celovita ureditev v Grobelnem je obsegala izgradnjo oziroma rekonstrukcijo 1540 metrov glavne ceste, od tega je 216 metrov gre preko nadvoza. Urejeno je bilo okrog 1400 metrov raznih devijacij, dostopnih poti, občinskih cest, priključkov. Vse to namreč zato, da se naselje, ki je razdeljeno sicer med dve občine, poveže, kajti z ukinitvijo teh nivojskih prehodov je to delitev bilo treba nekako zvezati. V okviru tega projekta so bile izvedene tudi obsežne vodno-gospodarske ureditve. Urejeni so bili seveda tudi priključki, križišča, avtobusna postajališča, potem površine za pešce, kolesarska steza, novo zgrajena 2 mostova in 2 rekonstruirana, večji podporni zid v dolžini 230 metrov. V samem naselju seveda se je poskrbelo tudi za ustrezno protihrupno zaščito, in sicer je bilo zgrajeno 548 metrov aktivne protihrupne zaščite, torej ograje, in pa izvedeno še pasivna sanacija na 6 objektih. Pozabila sem mogoče omeniti še seveda podhod za pešce in kolesarje pod železniško progo, ki istočasno služi tudi dostopu na peron. In kakšne številke so tu v igri? Naložba sama, celotna naložba je bila vredna 17,7 milijona evra, od tega gradnja 15,1 milijona evra. Kot je bilo pa že povedano, pa 13,4 milijone evra znaša prispevek Evropske unije z Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre torej za veliko pridobitev za kraje Obsotelja in Kozjanskega, a so nasmehi nekaterih krajanov v bližnjih Stopčah zaenkrat še bolj kisli. Dejstvo pa je, da smo mi v Šentjurju ali pa občani občine Šentjur to gradnjo spremljali, moram priznati, z mešanimi občutki, predvsem v kontekstu izgradnje pločnika od tega nadvoza pa tja do križišča pri Ahacu, vsaj verjetno vsi dobro veste, kaj govorim. Žal se pač to v tem trenutku ni zgodilo, moram pa tudi vsem vam javno povedati, da je gospod direktor Topolko dne 10. novembra prišel v krajevno skupnost Grobelno, se pravi občino Šentjur, kjer smo tudi krajanom potem predstavila, kakšen je plan bodoče izgradnje tega pločnika. Seveda to ne gre za neko željo, za nek nadstandard, ampak gre predvsem iz varnostnega vidika, kajti mi kot tukaj, ki smo domačini, dobro vemo, da je dejansko bilo tukaj že kar nekaj prometnih nesreč. Seveda pa se bojo hitrosti za izgradnjo tega nadvoza tudi povečale in ne gre za neko željo, za neko kaprico, ampak gre dejansko za resno potrebo. No in gospod direktor Topolko je tudi predstavil plan izgradnje pločnika, tako da vas tam nekje v letu 2017 že sedaj vljudno vabim na otvoritev tega pločnika, ki bo po polni organizaciji občine Šentjur. Je pa seveda to eden izmed korakov pri boljših prometnih pogojih ali pa infrastrukturni ureditvi kompletnega področja Kozjansko Obsotelje. Mislim, da je prav, da tudi to danes jasno povemo. Gre seveda za cesto Šentjur-Dobovec, tu se pripravlja državni prostorski načrt, to je eden izmed korakov. Najbolj pomemben korak, po mojem prepričanju, pa po prepričanju tudi vseh županov Kozjansko Obsotelje, je pa seveda navezovalna cesta Dramlje-Šentjur, ki bo povezala ta vzhodni del z avtocesto. Takrat pa bomo lahko govorili, da imamo dejansko zadeve infrastrukturno urejene in da lahko govorimo o tem, da je možnost in priložnost, da se ti kraji še močneje razvijajo. Slavnostnega odprtja se je udeležil tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.
Študentje višje strokovne šole, ki so v minulem letu zaključili študijsko leto in uspešno diplomirali, so v petek prejeli diplome. Na slovesni podelitvi jim je diplome izročil ravnatelj šole Alojz Raspet. Letos je v vseh programih diplomiralo 71 študentov. Celjska regija je tako dobila 71 novih inženirjev in inženirk. To je že 18. generacija diplomantov na tej visoki strokovni šoli, ki si je za cilj zadala vzgojo inženirskega kadra. Dejansko bo morda izvenelo že malce šablonsko, vendar mi smo eni tistih, ki smo ves čas ponavljali, da rabi država za skladni razvoj vse kadre, da rabi inženirski kader, da rabi družboslovce. No, končno se počasi kaže, da smo imeli prav, da gospodarstvo čedalje bolj išče strokovno sposobljen kader. Letošnja podelitev je bila posebna tudi zato, ker so podelili zadnje diplome na programu logističnega inženirja in prve na novem programu avtoservisnega menedžmenta. Programa strojništva in gradbeništva pa sta na šoli, ki deluje v sklopu šolskega centra Celje, že stalnica. Moram priznati, da sem izjemno ponosna na sebe. Sem mama 3 otrok in je bilo študirati ob družini precej težko, da je minil pravzaprav 20 let, odkar sem stopila iz predavalnice, pa takrat žal ne končala. Danes pa ponosno rečem, da je šolanje uspešno končano in sem ponosna. Študij je bil zelo zanimiv, bil sem prva generacija avtoservisnih inženirjev v Sloveniji. Vse posod smo prebijali let, bil sem prvi vse posod, tako da je bil kar zanimiv študij, pa poln dobrih izkušenj. Jaz sem zelo zadovoljen, super, vesel sem, da je to za menoj, da sem to končal, to me je tudi veselilo. Jaz mislim, da je v strojništvu tudi prihodnost, ker v zvezi s to smerjo, s tem študijem bo v prihodnosti čedalje več povpraševanja, tak občutek imam. Kot je v podelitvi diplom poudaril ravnatelj Alojz Raspet, je inženirski poklic, kljub temu, da je gonilo prihodnosti, premalo cenjen. Zato bo treba temu v prihodnosti dati večji poudarek. Prav tako pa šola stoji pred novimi izzivi, ki so povezani s širjenjem izobraževanj. V prihodnosti bomo pa videli, kam bo šel trend oziroma tudi nekako tehnologija, razvoj in tam bomo skušali slediti temu razvoju. Predvsem so pa na vidiku specializacije. To je napredovanje po horizontali, to se pravi, tisti, ki bo končal višjo šolo, bo lahko potem še dokončal specializacijo, vendar to bo kot neke vrste dualni sistem z, to se pravi, končano višjo strokovno izobrazbo in zaposlitvijo, da bo lahko nadaljeval kot specialist potem. Večina diplom je nastala v sodelovanju z uspešnimi podjetji, kot so EMO Orodjarna, KLS in BHS Hišni aparati. Prav slednje dokazuje, da je šola s svojim strokovnim in v prakso usmerjenim programom že pred leti dosegla pomembno točko v svojem razvoju. To je zaupanje gospodarstva in s tem so delovna mesta bodočim diplomantom veliko lažje dosegljiva. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu Lige prvakov proti Kilu dosegli točko. Včeraj je bil izid pred več kot 4000 gledalci v Zlatorogu 23 proti 23. Pri Celjanih sta Miha Zarabec in Blaž Janc dosegla po 4 gole. Sigurno, da točka pomeni, bom rekel, izjemno veliko v marsikaterem pogledu. Predvsem mislim na to, da smo nekako v dobrem začetku. Tu moram fante pohvaliti, ker smo se, oziroma so se držali vseh napotkov na obrambo 3-2-1, ki ste videli, da smo uspešno prebijali prvih 15 minut, kolikor je Alfred ustrajal v obrambi 3-2-1. Potem so šli v obrambo 6-0, obrnili rezultat, povedli, ampak mi smo ustrajali v prvem polčasu in nekako, bom rekel, z eno izjemno borbo, z enim fantastičnim Zlatorogom, na čelu z Florjani, odšli na odmor z neodločenim rezultatom. Na začetku drugega polčasa smo, bom rekel, zopet padli v 5 črnih minut in Kil nam je všel na 4 zadetke, ob tem, da je bil rezultat v drugem polčasu 9 proti 9, je 4 zadetke prednosti, izjemno velika prednost in zato moram jaz na tem mestu čestitati moji ekipi, mojim fantom, se zahvaliti čudoviti publiki. Še enkrat bi jih rad pohvalil vse skupaj na čelu s Florjani.
Res je, da smo na koncu imeli tudi, bom rekel, zaključno žogico za zmago. Ni se išlo, ampak kljub temu čestitke, bom rekel, za tole predstavo, ki so jo prikazali, bom rekel, možje obeh ekip in na koncu, če potegnem vse po črto, mogoče celo zasluženo delitev točk. Če mi spomin ne vara, smo imeli zadnje 4 napade po 10 sekundah, pasivno igro in to marsikaj pove. Mogoče je to bil tisti odločilni. Z igralcem 2 manj, vsak 10 sekund na domačem igrišču. Ne vem. Jutri bo v jugozahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod delno jasno zmerno oblačnostjo. Čez dan bo pihal zahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem v četrtek ponekod lahko zadržala večino dneva. Megleno bo lahko tudi ob obali. To je vse, kar smo vam imeli pripraviti in povedati za danes. Jutri se vidimo ob podobnem času. Do takrat lep večer in vse dobro.